A vas zanima, kaj smo delali med karanteno? Pa imamo. Živjo in dobrodošli nazaj na kanalu Moj laboratorij. No, midva se danes s tem videom javljava v času karantene, ker smo v laboratoriju izvajali samo nujne preiskave za nosečnice in zato sva imela več časa za tiste nenujne stvari. Danes greste z nama v laboratorij pogledati, kaj vse mi delamo, ker ne delamo nič. Pokazala vam bova tudi malo laboratorijske opreme in pa kaj vse se da početi z njo, čeprav tega ne boste našali v nobenih navodilih. Mi smo sicer manjši laboratorij, ampak imamo zato kar nekaj prostorov. Mi jim rečemo naprimer hormonski laboratorij, zato ker not delamo hormone, pa biokemični laboratorij, zato ker not merimo holesterole, glukozo in tako naprej. No, ta srednji prostor, ko ga pa zdaj vidite, kjer je pa tudi par aparatov, tam zadaj sicer eden manjka, zaradi tega, ker smo ga posodili v infekcijski kliniki. No, tudi tole ambulanta, v kateri večkrat snemava, najbrž prepoznate. Potem imamo pa še moj najljubši prostor, to je prostor za odvzem krvi, pa čakalnico in sprejem, kamor najprej pridete vi pacienti, kadar pridete. No, med karanteno sva imela pa več časa in manj dela, oziroma manj dela in več časa, ker sva ga mogla nekako zapolniti. No, jaz sem si pa rekel, da se ne bom zaredil med to karanteno in da ne bom med 3/4 tistih, ki se boste zaredili. Kaj vse še lahko delamo v laboratoriju? Lahko telovadimo? Zato so bili prostori v prostem času v bistvu moje telovadnice. Pa se vas svoj čas je prosti, pa tudi sicer telovadec vse posod, tako da... Ne, zasedanje, se bo hvam. No, jaz pa ne maram telovaditi in zato tudi med tole karanteno nisem. Ne, grem raje kar na kavo. V normalnem delovniku me v laboratoriju najdete na telefonu ali pa za računalnikom, ampak med karanteno niti telefonov ni bilo, zato sem urejala spletno stran, pa se zraven mejhen posončila. No, v bistvu sem se sončila, pa zraven mejhen tudi šla na splet. Zato, ker sem bila tudi toliko aktivna skozi delovnik, potem ti tam okrog pol podneva človeku že začne krut. In običajno pošljemo pripravnika, da nam gre po malco, zdaj pa vse te rokavice, pa razkuževanje in tako naprej. Kaj pa, če bi si midva malco pripravila kar sama? En lep kos mesa. In tale kos mesa bomo probali speči v inkubatorju. Spoznajte inkubator. Za inkubator ste najbrž že slišali sicer v drugačnem kontekstu, no pri nas v njega ne vtikamo dojenčkov. Je pa to pomembna laboratorijska naprava, ki zelo natančno vzdržuje določeno temperaturo. Naš se segreje do 70 stopinj, kar je ravno prav za en tak slow cooking. In valjda smo mogla probati. Evo, po 2 urah pečenja smo dosegli to, da je zdaj naš inkubator segrel na 60 stopinj. No, pečenka je šla noter tako ob 7 zjutraj in je bila cel šiht noter na 70 stopinj. In evo jo, laboratory style cooked roast beef. Ti ja misliš, da bi mogel imeti rokavice gor, glede na to, da je bilo to narejeno noter v inkubatorju? Mikroskop tudi poznate, a ne? No, večinoma ga v laboratoriju uporabljamo zato, da si od pobliže ogledamo res majhne stvari. Sem pa zadnjič prebrala, da je eden izmed trikov, kako lažje prenesti karanteno, tako, da se pač urediš za vsak dan. In jaz si zelo rada lakiram nohte. Običajno si jih lakiram tako kot vsi drugi, se pravi na hiter, pa piham in čakam, da se posušijo, preden moram dati roke v rokavice. In danes bom na kosilo šla urejena. A se spomnite onega filma, ki je bil Tom Cruise barman? Tam smo zvedeli, da biti barista pomeni tudi biti natančen s tekočinami. In mi znamo biti s tekočinami zelo natančni. Tole, kar vidite na zaslonu zdaj, so različne pipete, ki jih mi uporabljamo. Se pravi, od večjih, od katerih pipetiramo mililitre, do telih majhnih, s katerimi lahko ne pipetiramo mikrolitre. Evo, tole pipeto bi pa Gordon Ramsay uporabljal za svoj žafran. Z njo lahko pipetiramo mikrolitre. In tako kot se Gordon Ramsay spozna na žafran in omake, se jaz na kavo. Kadar imam v službi 5 minut časa, si namreč delam kavo. Kadar pa imam ves čas, si pa delam res specialno kavo. Boljš. S kavo je vse boljš. No, Bia nam je napipetirala kavo, kot vidite v posnetku, je treba pa potem vse te tekočine tudi dobro premešati, za kar pa smo uporabljali Vortex.
Naš laboratorij bi letos ravno v času te karantene praznoval 6. obletnico delovanja in seveda ne bi smela manjkati zabava. Na zabavi mora pa obvezno biti kakšen welcome drink. Letos bo pa pač zabavo imela sama. Evo, prišel do zdaj na žurko. Povabljeni so. In zato sem nama odpipetiral šote viskija. Se veste, kako se to običajno odmerja. Tako, nauč. Če bi se kdo takole zmotil, bi rekel, pa vse to je zelo velike razlike. Ampak v bistvu je pa 5, 4, 3, pa 2 ml. Zdaj, če hočete biti res natančni in hočete dati vsakmu enako količino alkoholov, se pravi vsakmu izmed 8 frendov isto količino, potem boste rabili tole. To je multikanalna pipeta, ki nam omogoča, da spipetiramo več stvari naenkrat in to z istim volumnom. No, en korak naprej pa je elektronska multikanalna pipeta, ki omogoča večkratno pipetiranje. To pomeni, da bi lahko imeli 96 prijateljev, katerim bi lahko naenkrat postregli popolno odmerjen koktejl. Evo, imamo ful natančen pipetiran. Šote. Za karanteno lažje preživiš tudi z družabnimi igrami. Po socialnih omrežjih spremljam, da ljudje sestavljajo sestavljanke z nešteto koščki, za kar jaz pač nimam potrpljenja. Imam pa raje igre, v kateri lahko zmagam. A zato si vsakič zgubil v dami? Ja, Bija me je tudi kot v pravem pikadu premagala tudi v pikadu z iglami za odzem, a ja, pa ne skrbeti, vse so sterilne. Pa niso za večkratno uporabo. Bo pa sama pila, ne? Ja, bilo smo šel že kupla. Malo za šalo in malo za res sva vas peljala skozi najin laboratorij in pokazala, kako midva poskušava biti čim bolj pozitivna v teh časih in vsem nekaj delati, čeprav ne delava nič. Vseeno pa upava, da se čim prej vidimo tudi v živo v naših prostorih in ne samo takole oddaleč. To je to za ta video. Všečkajte video, če vam je bil všeč, lahko nama pa spodaj v komentarjih zapišete, kako ste vi preživeli to karanteno. A naročeni na kanal ste že? No, čim bolj kakovostno preživljate čas za svojimi dragimi, se vidimo naslednjič, vi pa še naprej skrbite za svoje zdravje. Čau!